No, takole. Naslov predavanja so najavljene. Jaz se vam moram kar malo upraviti, zaradi tega, ker je zavajati. To je pač eno presenečenje mojega predavanja, ne, ampak okej. Ne bo. Zdaj, o čem se bomo sploh pogovarjali tle, ne? Dobro, o tem, kako doma narediti radijsko postajo, kaj vse je treba pri tem upoštevati, kaj je treba pomiriti, kaj je treba narediti, to je osnovna tema, torej, doma narejena radijska postaja, no. Se pravi, prav hudo vas nisem okrog prinesel. Ko govorimo o tem, da bomo sami nekaj doma naredili, v domači delavnici, ali pa, kot pravijo, DIY, ali pa homemade, se je najprej treba sploh vprašati, kje tle pravzaprav lahko konkuriramo industriji. Ja, največkrat ne moramo. Te stvari so že tako daleč, da je le primat industrije za razliko tega, kar smo imeli pred tolikimi leti, ko je bil radioamater tisti, ki se je znal sam postavil na res, ker drugače ni šlo. Je pa odvisno od tega, kakšno pozicijo zavzamemo, se pravi, kaj nam je cilj, ne? Zdaj, če je dejansko cilj narediti svojo lastno postajo, pol imamo nekaj možnosti, ne? No, recimo, ena od takih možnosti je kit komplet in potem zlaganje. Danes smo tle že videli eno predavanje na to temo. Okej. Ampak spet odvisno od cilja, ne? To je treba vedeti le neko poustvarjanje nekesa, kar je nekdo drug naredil. In če to, potem je dejansko tak kit optimalna rešitev. Greš na internet, pogledaš, kakšna je izbira, pogledaš recenzije, pretehtaš, koliko muzike za koliko denarja, se odločiš in to je to. In potem to ponoviš večkrat. Edino, kar se je treba še odločiti, se je treba odločiti med tem, ali bomo naredili recimo SDR radijsko postajo, ali bomo naredili klasično postajo, tako s mešalniki, filtri, demodulatorji. Vse SDR postaja ima to isto, ampak je skrito drugje. Zdaj, če pogledamo, kaj v katerem od primerov dobimo, bomo videli, da ima vsaka postaja svoje prednosti. SDR radijska postaja je postaja, kjer ima večino teh stvari skritih v softveru. Treba namreč vedeti, da se v softveru da narediti izjemno dobre filtre, take, ki jih v klasičnih naših tehnologijah, LC in podobno, zelo težko naredimo ali pa sploh nemogoče. Klasično grejena postaja ima pa praviloma boljšo dinamiko. Ja, vem, zdajle bojo zagovorniki SDR skočili po konc, pa me bodo poskušali ustreliti, jaz sem pa spretno izmikal. Večina primerjav, ki zagovarjajo dinamiko pri SDR postajah, sloni na tem, da primerjajo današnjo SDR postajo s klasično postajo izpred let. Primerjati treba tehnologije v istem času, zaradi tega, ker je pač tako, da je to pošteno, ne? Namreč tudi za klasično grejeno postajo so vse tehnologije, sestavni elementi, gradniki naprej in se da narediti mnogo boljše. Pravzaprav razlika ni tako strašno velika med enim pa drugim gradnjo. Razlika je v bistvu samo v tem, da ima SDR v bistvu analogno-digitalni pretvornik spredaj, pa digitalno-analogni pretvornik zadaj. Kaj se sploh so signali, da vse početi? Evo, takole, to je to. Ja, treba je zmešati par signalov, treba jih je sfiltrirati, treba je ojačiti in vse te elemente imamo v bistvu v obeh dveh postajah, ne? Izgubljanje informacij. Vsaka obdelava signala takšnega ali takšna ali drugačna vedno povzroči izgubo
originalne informacije, ki pride v našo anteno. Izgubo povzroča tako miksenje kot filtri, kot tudi pretvorba AD in DA signala. Vedno so tle izgube. In na podomače povedano, da ne zgubljam vašega časa. Noben nam meni povedal zdaj, da je tukaj gor, a dela to? Še prej je. Dela. Da je tukaj gor, ko imamo te obdelave več, so še AD pa DA pretvorniki, manjša izguba informacije kot tukaj spodaj. Je pa nekaj drugega. So pa tiste obdelave tam vmes lahko bistveno bolj kvalitetne, kot pa s klasično radijsko postajo. Zdaj, pri tem primerjavi, kaj, katero, zakaj, ja, ne vem, filter, ki je v SDR-u narejen, je lahko super odličen, ampak tisti algoritem, ki je tam noter vgrajen, ni nujno, da se dobro razume z mojo željo. Moja želja je lahko malo drugačna, kot je tisti algoritem tam. Tisti algoritem tam mi lahko poje nekaj, kar pa jaz rad slišal. To je ena zadeva. Druga zadeva, ko mi ne gremo poustvarjati nekaj, kar so drugi naredili, ampak hočemo sami nekaj narediti, se tle ustavi pa eni stvari. Kaj pa mi sami lahko naredimo, če jih res? No, drugače začel. Kdo od vas ve, kaj je to FFT? Fourierjeva analiza signala. No, koliko jih je? Dajmo roke gor, no, koliko? Ja, kar nekaj, ja, bravo. Ok. Zdaj pa ste mene. Ok, koliko od vas zna to sprogramirati? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ok? In koliko od vas je to naredilo? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, pa nas je kar nekaj tukaj, ne? Se pravi, takih kandidatov, ki bi znali SDR postajo čisto res sami narediti, v bistvu zelo malo. Takih, ki znajo pa narediti dober filter, pa mešalnik, je pa verjetno neprimerno več. Tako da v segmentu neke samogradnje, lastne samogradnje, razvoja, razumevanja, torej v tem segmentu recimo klasična postaja zmaga. V vseh ostalih segmentih jo pa SDR postaja povozi, razlogov je precej. In bo verjetno že dovolj, da povem sam tega, pa mogoče še kakšnega je ta, da je SDR taka zadeva, ker so vsa tunjanja, vsa štelanja narejena v softverju in mi si lahko tako zadevo privoščimo dati na tekoči trak, kjer nimamo niti enega samega človeka, od začetka proizvodnje pa do tega, da stvar pade ven spakirana v škatlo in zapakirana in čaka na odvoz. Seveda je taka zadeva izjemno poceni, za razliko od klasične postaje, kjer je treba pa ta trimerček, pa ono toljavca, pa to, pa ono, pa tretje skupaj uštevati. Prvo, kar je čas izdelave, se bistveno podaljša, drugo, kar je pa potrebno človeško delo, ki je pa v bistvu najdražji del pri taki zadevi. Se pravi, dolgoročno gledano, SDR vsekakor zmaga, ker ni treba vseh teh štelati. Mislim, da je to dovolj dober razlog, da drugega ranka ne naštevam, pa ga lahko še. Recimo, rečemo, da ima SDR malo probleme bolj z dinamiko, ampak je to sploh problem? Mi imamo danes več ali manj vse komunikacije digitalne. Se pravi, ali zadeva je ali pa ni. Se pravi, dinamika, recimo tle, rečemo, ni neka ovira, nek problem. To, kar je analognega ostalo, je kaj? FM radio. Ok. Je tam dinamika pomembna? Ne, ni. Zato, ker je že tip modulacija takšen, da mi signal na koncu polimitiramo, zato da amplituda ne bi vplivala na končni rezultat. Se pravi, tudi tam ni to pomembno. Ja, ampak ko pa govorimo o
SSB radijski postaji, potem pa nenadoma dinamika postane zelo pomembna. Ampak to je spet le en ozek segment. Darko, slatko je nič nameniš. Slatko je nameniš. Nisem sploh še prišel do tega. Zdaj, da bi naredil radijsko postajo, za kratki val sem se jaz že nekako odločil lansko leto, na risu mi je padla ta ideja. Zdaj, od ideje do realizacije običajno zelo dosti cajta traja, ali pa sploh nikoli ne rata, ker jaz imam neprimerno več idej, kot pa izdelkov, pa mislim, da nisem izjema, da je še marsikakšen tak, pa dosti idej, pa tega nikoli ne spravi v življenje. To, kar je pripomoglo, da sem se stvari pravzaprav zares lotil, je bila pa tale zadeva, da se potraga neki. Hoče skakati na polovico. Okay. In sicer prišel sem do tega linka, do tele radijske postaje, imenovane MicroBitX, ki je postala izjemno popularna v izjemno veliko število primerkov je bilo narejenih takih, ki so single band variante, pa take, ki so multiband, pa ne vem kaj vse. No, jaz sem naletel na tale link in tole me je malo zapalilo. Zapalilo me je, že škatla obeta, da se da zboljšati, ne. No, ko sem pogledal vsebino, se pravi notranjost, ne, je bilo tle še več takih stvari, ki so me zapalili. Ena od takih stvari je bila recimo meni strašno simpatična stvar, v bistvu zloraba MOSFET-a. IRF 510, ki v bistvu ni namenjen temu, pa se ga da za to ponuditi, pa mi je bilo to zelo všeč. Druga taka stvar, ki me je zapalila, je, ne vem, verjetno me vsi dovolj dobro poznate, da veste, da zbiram kristale, pa da če mi kristal prineseš, to je edini način, da me lahko podkupiš, pa še to mora biti dovolj kristal, ampak pustimo. Se pravi, zapalila me je gradnja kristalnega filtra, takole po domače, kasneje se je sicer pokazalo, da je to bolj enostavna stvar, kot bi si kdo mislil in se bal tega. Ja, lahko naredimo postajo na takšen način, kot je tle na sliki. Sej videti je precej enostavno, ne? Pač tok cajta cimeš, dokjer ne rata. Ne priporočam. To ponovadi vodi prej do polomije, kot do uspeha. Ta postaja mi sicer res ima dušo, ne? Ampak vam moram povedati, da taka kot je vam lahko gre fejst na jetra. Poleg te duše, zaradi tega, ker je te stvari izjemno težko ponoviti, ker je vse dimenzijsko, kako bi rekel, odvisno zadeva, ki mi grede nekje zaoscilira, ker ni dovolj določena in tako naprej. Zdaj, kaj od tega naprej? Avtor se je odločil za komercializacijo. Naredil je naslednjo verzijo postaje, bil je prisiljen popraviti nekatere stvari, ki sem jih že prej videl, da pač ne bojo šli skupaj in me s tem prekrajšal za te popravke. Takole je vse skupaj spakiral v nek kit komplet, ki se ga prodaja za $109. Tam so naštete lastnosti te postaje. To je to. To je pač ena pot, po kateri marsikdo gre in poustvari to delo, skupaj sestavi in naredi doma narejeno radijsko postajo. No, jaz sem se odločil za kaj drugega, zaradi tega, ker teh kompletov je po svetu za take in drugačne postaje, pa ne samo danes, ne vem, spred 30 let že se je dalo biti taka stvar, celo Zveza je imela nek tak kit komplet 808, ali kaj je že bila tista reč, ki je bil zelo zanimiv. Se pravi, mene ta pot ni zanimala, jaz sem se odločil tole zbrati za neko osnovo. Osnovo, ki jo bom spravil v tako obliko, da bomo imeli sicer delujočo postajo, po kateri se bo pa dalo
šaric, spreminjati, dodajati, početi karkoli, brez kakšne škode. Torej, odločil sem se za učenje, za poskuse, za pot, po kateri se lahko marsikaj tega naučimo, marsikaj takšnega bo treba ponuditi znanja, kot ga je recimo odpredaval prejle Marko, pa marsikakšnega znanja tudi še drugega, o katerem ni bilo danes še nič rečeno, pa verjetno tudi ne bom tegnil nič reči, bom prišparal za kdaj drugič. Zdaj bi šel jaz tako počasi po stopnjah opisati te zadeve, katero, kako, zakaj. No, najprej si dajmo ogledati blokovni načrt take radijske postaje. Zdaj, če pogledamo, kako je ta zadeva narejena, bomo videli, da imamo tamle neka pretikala, to so v bistvu releji, in da na sprejemu gre tale signal tlele po tele liniji direktno na tlele nizkopasovni filter od 0 do 30 mega, tako je na prvi mikser. Tlele se je že meni utrnila ena ideja, da tlep se pa kaj rabilo. Tlep se pa rabilo, mogoče v izjemnih primerih kakšen prezračevalnik, v kakšnih kontest primerih pa raj kakšen atenuator. Se pravi, tle noter, da to vejo, bi bilo zelo zanimivo dodati atenuator, recimo vsaj na 10 decibelov, pa recimo tudi vsaj na 10 decibelov, ki bi bil uporaben predvsem na zgornjih bandih, ne? Ampak, okej, tega pač še ni, tle se odpirajo možnosti za te stvari pač narediti boljše. Naprej, pridemo do mikserja. Meni tale ne bo ga preveč. Mikser seveda uporablja v VCO-ju, tele zadeli, tle bomo kasneje, to je v bistvu edina stvar, ki mi tudi ni všeč. Ni mi všeč zaradi tega, ker je narejena z Arduinom. Vse ne, da bi kaj imel proti Arduinu, ampak ko sem to jaz delal, sem enostavno vzel Arduino, pa sem ga skopiral v svoje vezje, rešil sem se tistih 2x40 spojev, ki se mi zdi, da so čisto nepotrebni, se nam tega vsak dan ven pa noter pulu, porabil kar iste elemente, pa je stvar ni tla prav delati. Pa ne po moji krivdi, ampak po njegovih krivdi. Jaz sem rekel Arduino, ne. Arduino klon. Vsi delajo z Arduino kloni, zato so na pol zastojni. In tam noter imamo pač nek kitajski čip CH340, ki se največkrat zbuni. Noče v vseh primerih delati, pa včasih dela, pa včasih ne dela, in to je bila že stvar, ki mi ni bila všeč, tako da sem tisto stvar lepo predelal na FT232RL, no in ta zadeva zdaj dela dosti zanesljivo. Že če smo pri VCO-ju, treba povedati, da tale Silapsov čip SI5351 je še ena stvar, ki me v bistvu navdušuje, zaradi tega, ker to je spet ena zloraba tehnike. Ta čip je v osnovi bil namenjen za čist nekaj drugega. Sploh ni bil namenjen za VCO-je, ki bo imeli čist signal pa uporabo v radijskih postajah, ampak je bil namenjen kot clock generator po raznih digitalnih zadevah, ne? Ampak očitno je toliko dobro narejen, da se ga da ponuditi tudi tukaj noter. Ja, v bodočnosti se ga pa vseeno znebil zaradi tega, ker sem pa zelo picajal, na koncu pa vse ugotoviš, kaj je, pa kaj ni, pa kaj ne, pa gor pa dol, ugotoviš, da povzroča cel kup črličkov po bandu. Večina njih ne pade ravno tja, da bi nam bilo res hudo, ampak ja, da se to narediti boljše pa drugačne, pa za to stvar ponuditi kaj drugega, ampak to bomo mogoče na kakšnem drugem predavanju. No, zdaj, če pogledamo tlele iz mikserja ven, dobimo pač nek signal, medfrekvenca te postaje na 45 MHz. Prva stvar, ki mi tlele ni bila všeč, jo bom zdajle omenil, ampak če pogledaš na hitro blok shemov, te vidi, da se vsi ti mikserji, vse tole koristi v obe smeri, se pravi na oddajni in na sprejemni strani. Tamle imamo antiparalelno vezane
medfrekvenčne ojačevalnike, ki so popolnoma enaki. Se pravi, ta ojačevalnik na sprejemu je popolnoma enak temu. Sheme so čisto enake. Dejansko so izhodi teh ojačevalnikov vezani na vhode in obratno. Med njimi se pa preklapa preprosto tako, da se pripelje napajanje ali enemu ali pa drugemu. Ni čisto enostavno. Namreč tale izhod tega ojačevalnika, izhod tega ojačevalnika tle je 50 ohmski in tudi, če mu vzamemo napajanje, bo tle teh 50 ohmov še vedno prisotnih, ampak je to proti. Zaradi tega, ker teh 50 ohmov potem tudi na vdajni smeri definira vhodno upornost tega ojačevalnika in s tem pravilno zaključi tale filter. Kljub vsemu, en pomislek. Tule dobimo pri recimo kloku 45 MHz vse, kar je od 45 MHz do 75 MHz v tej točki tukaj. Naprej imamo pa 45 MHz filter. Zakaj tu noter ojačiti kompletno cel tako velik, širok pas? Namreč v tako širokem pasu obstaja izjemno velika verjetnost, da bomo dobili ne enega, ampak kar nekaj zelo močnih signalov. Te močni signali bojo pognali tale ojačevalnik v prekrmiljenje. To pomeni, da bo delal v nelinearnem režimu in da se bojo vsi ti signali, ki tja noter pridijo, množili med sabo, multiplicirali, odštevali, prištevali, seštevali in bomo potem v tem frekvenčnem pasu, ki ga mi želimo na 45 MHz, dobili razne produkte, zmnožke, razlike vsega sortišavja, ki ga pa ne želimo imeti. Recimo, ena od idej bi bila, da bi zamenjali vrstni red, ampak v bistvu ga ne moramo, ker nasprotno bomo dobili pa enak problem na vdajni strani. Se pravi, tale del koncepta tle je tako malo vprašljiv, oziroma kvari kvaliteto take radijske postaje. Rešitev je ta, da imamo tlele v tej medfrekvenčni stopnji čim manjše ojačanje. Se pravi, čim manj ojačanja, zato ker s tem preprečimo, da bi prihajalo do teh različnih, bom rekel, modulacij medsebojnih in do teh motenj, do teh fantomskih signalov in podobnega. Vsaj deloma preprečimo. No, povsem podobna zadeva se nam zgodi tle v tej stopni. S to razliko, da tlele naprej nam gre, no, tale filter tukaj je v tej prvotni verziji radijske postaje širok tam okrog 5 MHz, kaj v bistvu boljšega se ni dalo narediti, oziroma v originalu je bil širok 8 MHz, zaradi tega, ker so bile tuljave navite na amidonovem toroidu, ki je prinesel nedoločene izgube noter, pa sem jaz to naredil kar zračne tuljave, ker se tja nekje do 1 mikrohenrija da zračno tuljavo dosti dobro narediti, pridobimo pa na kuju. S tem si lahko privoščimo, da je filter ožji, pa nam manj teh smeti noter leti. Razen tega, da si privoščimo, smo si privoščili lahko ožji filter, smo si s tem, ki smo dali zračne tuljave, lahko privoščili še eno stvar. In sicer izgube filtra, ustavitveno slabljenje se je poboljšalo skoraj za 3 decibele, kar tudi ni od muh, zaradi tega, ker filter je dosti linearna zadeva, pa ne prinese k popačenjem in smo na ta račun lahko zmanjšali ojačanje v teh ojačevalnikih tle. Kaj je rešitev tega problema? No, to rešitev vam bom nakazal kasneje, ko bomo vdajno zadevo šli pogledati, ampak ja, recimo to je en tak problem. No, tisto, kar me je pa najbolj, kako bi rekel, podžgalo, da sem se lotil delati, je pa tale kristalni filter. In sem jaz ta kristalni filter z velikim strahom se lotil delati in sem ogromnega prečital tam in gor in dol po navodilih
od avtorja, ne, sem jaz ta kristalni filter prilagojeval tam, lepo s podstavnim razmerjem 1:4 in prišel do ugotovitve, sicer do 2 ugotovitev. No, tole bomo potem pri oddajnem delu, ampak do 2 ugotovitev in sicer sem prišel do ugotovitev, da niso vsi kristali enaki kristali, enako dobri kristali, ampak da imamo različne kristale. Prvo, kar je, če si mislite, da v telah doma spurde, ker jaz smo teh kristalov ful, pobrali 12 MHz kristalov, pa naredili filter, potem je to utopija. Treba je vzeti 12 enakih kristalov. Torej, najboljše, da jih kupiste skupaj. In jaz kot kvarcmen sem jih kupil 60 in iz teh 60 sem potem z enim preprostim oscilatorjem meril, koliko da kakšne amplitude, pa koliko je na kateri frekvenciji kakšen, sem jih zbral 8 in sem naredil filter res tak dober. In potem, ker sem mislil, da se da narediti še boljše, sem kupil še 60 kristalov. Ampak pri tem nisem povedal, v kakšnem ohišju hočem. In sem dobil kristale v tistem nizkem ohišju. Kristal je tam noter tak, ni v krogu, kot v teh velikih ohišjih, ampak je tak majhen, odrezan, bolj kvadraten. In te kristali imajo pač precej drugačne lastnosti. In sem dobil z vsemi možnimi kombinacijami, ne vem česa, vse kristalni filter, ki je bil precej slabši od tega, ne po pasovni širini, ampak po ustavitvenem sledenju. Tako da, ko delate kristalne filtre, treba zbirati kristale v visokih ohišjih, ker se bistveno boljše odnesejo, kot pa tisti v nižjih. No, zdaj gremo mi malo pogledati tle naprej na sprejemu, ne. Tole zadeva spet pripeljamo tle v audio modulator, demodulator, kar že je naprej na nizkofrekvenčno stopnjo. Pri tem audio modulatorju, demodulatorju sem se malo bolj ustavil in sem ga naredil drugače, kot ga je naredil avtor, o tem bomo kasneje. No, potem sem pa zajokal. V originalu tule ima avtor tlele eno tako čudno zadevo in sicer ima nekako narejen AGC na NF strani. Se pravi, avtomatsko regulacijo ojačanja. Tista stvar, milo rečeno, dela zgolj to, da popači signal. In to konkretno. Ko je šel v komercializacijo, je to seveda ugotovil, oziroma so ga skritizirali, preden je to skomercializiral in je tale del enostavno spustil ven. Rezultat? Celotna postaja na sprejemu nima nikjer nobene avtomatske regulacije ojačanja. Mi pa vemo, da lahko tle pridejo signali z dinamiko od praktično šuma pa do, ne vem, 60 decibelov, konec od tega, in to vse moramo loviti s potenciometrom. Se pravi, to ni dobro. Torej, bi bilo treba v tele stopne, se pravi tule, pa tule, ugraditi nekaj, kar bi lahko spreminjalo ojačanje. Se pravi, ojačevalniki na sprejemni strani bi morali biti drugačni kot na oddajni. No, tega še nisem naredil, je pa to v planu, zaenkrat so še smeri enaki. Pojdimo zdaj pogledati oddajni del. Ja, zdaj, pri sprejemnem delu imamo eno zanimivo stvar, ne. Mi v bistvu hočemo od nekje, kje imamo ta filter, od nekje tam par megahercev, pa do 30 megahercev, spraviti sem na izhod, na zvočnik, pač te zadeve v en frekvenčni pas od 300 hercev pa do recimo 3000 ali pa 3,5 recimo, ne, kar je v bistvu zelo malo, ne. Se pravi, mi to selektiramo iz unega ven, ne. Pri oddaji, torej na koncu imamo le nek NF ojačevalnik, ne, ki se nam na 10 kHz sigurno ne bo drl, ne. Pri oddaji imamo pa zahtevo
Povsem obratno, ne? Naš željen pas od 300 do 3000 recimo moramo spraviti nekam v področje od par megahercev pa do 30 megahercev in to moramo spraviti dejansko tudi skozi izhodni računalnik. Kje se zdaj lotiti? No, pa sem lotil najprej na problemu, ki ga bom pokazal tlele s temi številkami. Glejte, mi recimo želimo priti ven na telefrekvenci, verjetno jo vsi poznate, pač to je frekvenca, dogovorjena frekvenca za digitalne mode, v tem trenutku je FT8 zelo popularen, ne? In za dobiti ven tole frekvenco, moramo tle zgenerirati najprej 12 MHz, pa potem prijeti na med frekvenco 45, ne, se pravi 12 plus 45 dobimo 57 MHz tega kloka tle z tega našega generatorja in ta 57 MHz tu stoji, tu tak je. Zaradi tega, ker imamo USB modulacijo, ne, če bi imeli LSB, bi imeli tle na med 57, 33, ampak pač imamo 57. Zdaj, če hočemo s teh 45 MHz v tem mikserju to zadevo prestaviti na 14, potem moramo tlele noter ta mikser pripeljati 59,074 MHz. Krasno. Zdaj pa tako. Tule noter imamo nek pass filter, ki ni bog zna vedi kak in ima na 57 MHz tam nekje 18 decibelov slabljenja, nič več, ker je to pak tuljavc. Teh 18 decibelov slabljenja tale ojačevalnik lepo lih pokrije in pride ta signal direktno tle na ta mikser, skupaj s tem našim tukaj, pa skupaj s 45 MHz se vse skupaj to zmiksa in razen tega našega 14 MHz dobimo še 2047 MHz. Je to res? Ja, žal, ja. Žal je še slabše in to precej slabše. Razen tega, da dobimo še tam, tele strani se lih ne poklapljajo strani na tem računalniku, ampak bomo to. Razen tega, da dobimo teh 2 MHz, so neželjeni, ne, dobimo še vse neparne mnogokratnike tega signala, pa še manjka tam nekje na 26 mega še kakšen, ki ga nisem narisal. Ok, slika je mogoče pretirana, tale rdeči del, ki je neželjen, je mogoče tle malo poudarjen, zato da vam razložim ta problem. Je v resnici na ljubo nižji, ampak je tle prisoten, vendar, če tele amplitude predstavljajo neko moč, ne, pa tudi, če je to zelo pretirano, se hitro lahko zgodi, da so seštevki tehle moči, tega rdečega dela, ki so neželjeni, v izjemno neugodnem razmerju s tem našim, kar bi mi radi dobili. Ker smo na 14 MHz, se nam bo zgodilo še nekaj drugega. Izbral sem si namreč najslabši možni primer, ki je, zato da vam ga prikažem kot problem. Naš oddajnik je narejen z MOSFET-om. Za MOSFET-e velja, da seveda kot vsak računalnik, ko zaide v področje, da proizvajajo neke harmonike. No, ampak za MOSFET-e velja, da proizvajajo bolj neparne harmonike, pa da parnih harmonikov ni ali pa zanemarljivo. Trditev je približno netočna. Seveda tudi parni harmoniki so, je res, da so precej manjši, ampak še vedno so. In zdaj avtor ima na svoji strani to razloženo, da to se da potem skozi speljati v bistvu z 2 izhodnimi filtri, ne, da enega imaš recimo tako za 7 mega, pa za 3,5, ker 3,5 drugega harmonika tako in tako nimaš lahko en sam filter za 3,5 pa za 7. In potem iz tega naslova ekvivalentno še 14 pa 28 in vse, kar je vmes. Ok, čistko mi gre pozabil omeniti, da
če daš na 10 mega, potem unifilter tam tudi še 30, ki pa ni več parni skozi pusti, ampak pustimo. Moram povedati, da to veselje, da ga skritiziram, mi je pokvaril s tem, da je pri komercialni verziji naredil za vsak band svoj filter, se pravi, je videl svojo zmoto. Ampak v tej verziji, ki jo imam zaenkrat še tle, je pa, ker delamo na 14 mega, filter takšen, da poreže šele tam nekje po 30 mega in dejansko vsi tile produkti, ki sem jih tle naštel, dejansko letijo ven. Tako je. Glede na to, da imamo QRP postajo, so te moči še zmer tako zelo majhne, da jih lahko zanemarimo, ampak ljudje prej pridejo na idejo, da pa ne bi več imeli QRP postaje, pa si naredijo in QRO, in vrčevalnik, ne, in buhne da je tega na to postajo priključiti, zaradi tega, ker vse prijatelje na bandi zgubili. To pač treba vedeti, da so to kompromisi in jih je treba razumeti in temu primerno se pač obnašati. No, gremo naprej. Tale naš, bom rekel, izhodni vrčevalnik. Jaz sem si tle malo pripravil kot en podsjetnik, ne, pol ga pa ne berem in zdaj moram ful obračati. Evo, dajmo pogledati načrt oddajne stopnje. Tlele sem jaz v bistvu spremenil nekaj stvari, ampak zelo malo. V glavnem sem tiste elemente, ki se jih je dalo, pa so true hole zamenjal s kakšnimi, ne bom rekel ekvivalentnimi, pa recimo bom rekel raj boljšimi v SMD varianti. V bistvu, kar je tle zamenjenega, je to, da sem zamenjal tele tranzistorje, sem tam gor napisal. Ritna jedra sem ponudil, kar sem dolgo. Ni nekaj hudo pomembnega, ne se s tem obremenjevati. Konec koncev so vsa tala jedra tlele uporabljena kot transformatorji in v bistvu tudi, če niso namenjena za tisto frekvenčno področje, ne bo kaj hudo narobe, malo več izgub bo, ampak se v končni fazi ne bo prav hudo dosti poznalo. Bom še povedal vire. Vir teh jeder so nekdanje Elrodove antene, ki so imele v anteni prilagoditev, so imele tako jedrce. Tudi stari televizori na starih tunerjih so imeli taka jedrca, ne. Lahko se pa seveda tako zadevo tudi kupiti, koga zanimalo, imam tudi linke do tega, Amidonovega čuda, takega ali drugačnega, tako da to ne bi smelo biti kritično. Meritve so zdaj pokazane takole. Kot tamle piše, na 3,5 MHz dobim, še nekaj moram povedati. Jaz sem signal iz generatorja dvigoval do takega nivoja, da je začela tretja harmonika hitreje rasti kot pa osnovna. Takoj, ko sem opazil, da se to dogaja, sem zadevo ustavil in sem rekel, evo, to je pa ta moč, to bomo pa zmerili, ne. No in dobim tele rezultate ven. Zdaj, zakaj imam na 21 in 28 mega tako malo? Razloga sta dva. Z enega so krivi tistile zelo rabljeni MOSFETi, tja noter se lahko vtakne tudi kaj drugega, pa se bo ta zadeva malo popravila. Kaj drugega je to recimo RD16 HHF1. Jaz sem to doma vehementno probal, sem noter zarinil, pa sem rekel, zdaj gremo pa mirt, ne? In sem presenečen ugotovil, da na 28 mega kljub vsemu dobim vseeno samo 6 W. Medtem ko na 7, kamor je že prej največ dalo, sem dobil 25 W. Se pravi, ni neke proporcionalne razlike. Razlog je v temle transformatorju tlele izhodnem. Za ta transformator treba malo drugače naviti. Tle noče ni vgrajeno, imam ploščico, na katero sem to poskusil. In sicer treba je dati namesto enega jedra, enega tega jedrca, ne, treba je dati dva jedrca, pa skozi dva jedrca to navijati. S tem dosežemo, da je tak transformator bistveno bolj širokopasoven, zaradi tega, ker lahko dosežemo tlele dovolj veliko induktivnost, s tem, da je medovojna kapacitivnost na ta način bistveno manjša.
Toliko o tem, v bistvu tle ni bilo hudih sprememb, razen taka prav dizajnerska, ne, pri dizajnu. No, VCO, tale zadeva je tako. Kot sem že prej omenil, ne, avtor je tle vzel tale čip, ga je konkretno zlorabil. Hvala mu, da je to pogruntal, zaradi tega, ker je takle VCO zelo zanimiv, ima pa svoje omejitve. Kot sem že prej omenil, razni fricki se pojavljajo, taki, drugačni, marsikaj. Ampak ja, sej konec koncev nihče ne pričakuje tudi, da se nič takšnega ne bi zgodilo. To, kar gre za mnire, je to, da je dejansko ponudil Arduino, pa da je dovolil, da se Arduino klone noter meče pa vse probleme, ki nastajajo na tej povezavi. Še ena zamera gre. Tale čip od Silapsa je 3,3 voltni čip. V datasheetu lepo piše, da tale SCL pa SDA, da niso 5 volt tolerant. No, avtor je pa tole kar direktno na Arduino vpeljal pa zraven. Ja, se stvar dela. Ampak v enem primerku mi je pa Silapsov čip crknil. Pa ne, takrat, ko sem ga privolil, pa ko sem kaj šaril, ampak ne vem kdaj. Jaz sem rekel, ne, se stvar preizkuša, pa sem to pustil čez noč, pa drug dan zjutraj sem prišel, pa je bilo tih, ni več šumelo, ne. Čip ni več delal. No in potem sem šel razbivati, zakaj, pa sem utvil, da crknem kar sam od sebe, no in detaljno čitanje PDF-ja je pripeljalo do tega, da to ni upoštevano. Neumno se mi zdi, zato ker je rešitev dosti enostavna, 2 tranzistorja pa 2 opora v bistvu ne predstavljajo nobenega stroška, to je spremenjeno. To je tisto, kar se vidi. Tle noter sem naredil še precej sprememb in sicer ne jaz, ampak moj sin, ki je še skriva tamle gor nekje, njega sem zaprosil in mi je pomagal in sem noter v ta software, ki je skrit tu noter, dodal komunikacijo s SPC-jem. Tako da ta zadeva zdaj zna komunicirati s SPC-jem, uporabljen protokol je enak, kot je pri FT817, to pomeni, da vsi programi, ki znajo krmiliti FT817, znajo krmiliti tudi tole in obratno, tole čudo zna krmiliti te programe, zna posredovati tudi informacije v razne loge, ki pač imajo za osnovo tovrstna komunikacija. Ok, da ne bomo predolgi, gremo dalje. Medfrekvenčna stopnja. Nekaj smo že tudi o njej rekli, že prej, ne. To, kar moram pri tem povedati, je pa še sledeče. In sicer, jaz sem malo gledal tisto, kar je bilo tle v originalu kot demodulator. Tle je bil en tak half ring mixer, avtor ga je naredil, spet ne vem, zakaj je šparil pri elektroniki. Tista zadeva ima namreč tam, kjer se NF futra precej višjo, bom rekel, notranjo karakteristično upornost, se pravi, manj obremenjuje mikrofonski vrčevalnik in je verjetno zato to ponudil. Jaz sem to dal klasičen mikser, razlog je, da vidim, če je to na naslednji prosojnici, je. Tle vidite eno simulacijo v LTSpice-u in sicer lahko vidite ten gor načrt tega, kar je bilo prej, pa tle je narejen tak ring mixer. Kaj lahko vidimo? Lahko vidimo, da v tem signalu tule ostane še kar precej NF signala. Ok, se nič hudega, to gre pa naprej na kristalni filter. To, kar je treba pogledati skalo tlele. Če gremo tlele pogledati, bomo videli, ja, pa ne vidi se tako zelo dobro, ne. Tle verjetno videl boljše. Nič sem videl, k njemu špeglo. Ampak rečemo takole, tle 12 pa 20 mV je 32 mV pik to pik pri prvem, pri drugem pa nekje 160 mV pik to pik. Se pravi, pri enakih signalih, ki jih pripeljemo v te mikserje, v te stopne, dobimo pri
takem ring mikserju bistveno boljši izplen. Zakaj pa pomembno? Ja, prej sem rekel, da zaradi vseh dogajanj v medfrekvenčnih stopnjah rabimo, medfrekvenčne stopnje s relativno nizkim ojačanjem. Ampak v končni fazi smo pa na tem, da z unih mikrovoltov v anteni rabimo dobiti neko moč v zvočniku, da bomo to slišali. Se pravi, nekje moramo pridobiti to ojačanje. Zdaj, če ga pridobim, bomo v NF-ju, tam, kamor sem ga zdaj zrinil, smo pa malo omejeni. Namreč tudi ojačevalnik na NF-ju ojačevalnik, pa čeprav je ozek samo 3 kilocikle, ni tako zelo enostavno narediti. Tak ojačevalnik lahko zagreni življenje konkretno. Zelo hitro se ti prekrade noter vse sorti. Ne vem, koliko poslišati. Tle not neki diha. Ja, zdaj glasno do konca, pa še neki je tak čuden šum se doda. Dva oporam zamenjal, pa ne bo več tega. Sem jih pa včeraj zamenjal, zato da bo to slišati, pa noče biti tako slišati, da bi vsi slišali. Se pravi, da bi pobegali od tega, da imamo prav na NF-ju res enormno velika ojačanja, je v bistvu vsaka stvar, ki jo pridobimo, ki je drugje, izjemno dobrodošla. In če imamo mi tlele pri temu toliko boljši splen, se pravi 32 do 160 mV, je to zelo opazno, potem je lažje realizirati tisti NF ojačevalnik. No, to je bilo tle zamenjeno. Zdaj, če gremo pa na samo realizacijo tega, zdaj smo prišli pa do tistega, ki je pravzaprav bistvo tega, kar bi jaz rad vam predstavil, pa kar bi jaz rad počel, pa to mogoče skupaj z vami, na forumu ali pa na kakšni delavnici, ali pa individualno, kakor kdo hoče, z veseljem bom pomagal, je pa izvedba tega zadeve. Jaz sem si tole zamislil, no, tle je še stara verzija, ki ima še tak half mixer tule, in sicer izvedba tega. Izvedba je v bistvu natiskano vezje, ki je v bistvu nek osnovni bord, na katerem imamo vhodni filter do 30 mega, pa recimo tlele še en filter 45 MHz. Pol naprej imamo pa recimo takole mixer, ki se ga vtakne lahko noter, pa imamo en takšen ojačevalnik, še en tak, en je tle vtaknen. In tale zadeva v tej obliki nam ponuja tiste možnosti, ki se meni dopadijo, tiste možnosti, ki bi rad, da jih izkoristite. In sicer, da vsak poskuša narediti boljše, kot je to. In ker vemo, da ni časa, mogoče tudi ni znanja, pa ni volje, pa ne vem ničesa za velike projekte, je ta zadeva narejena tako, da si lahko mislite en tak majhen projektek. To je ojačevalnik s 3 tranzistorji, ima 4 pine, take profesionalne, narediš svojo verzijo, vtakneš se noter in takoj vidiš, ali stvar boš delal, ne. Na tak način se da, no, takole, tole je ojačevalnik za sprejem, pa tole je ojačevalnik za sprejem, tale tukaj, pa ta je pa za vdajo. Na tak način se da zelo enostavno spremeniti tale ojačevalnik, da niso enaki za sprejem kot za vdajo, ampak da imajo za sprejem recimo AGC, ali pa da imajo ročno regulacijo ojačanja, pa smo s tem že nekaj pridobili. Se pravi, izvedba sama nam nekako omogoča, da lahko po tej zadevi šarmo, brez da bi družinski proračun dvignil galamo. Ker jaz si ne predstavljam, kdo si upa odpred postaja za 3K evrov ali kaj takšnega, pa je malo šarit noter, verjetno bi bilo to precej nerodno, ne. No, tlele smo pri izhodnih filtrih. To sem kar dobro. Na tej ploščici imamo tudi tale izhodni filter, da malo vrnem, to je, kje je to? To je tale filter, kaj je zdaj? Aha, trta tuljava skrita tle zadnji. V redu. Zdaj, ta izhodni filter sem tudi malo skecal,
pa predelal, uporabil sem en filter, ki ga Mare prej ni omenil, Elliptic. To je pač ena taka kombinacija različnih filtrov, lahko je zelo nerodna, lahko pri nepazljivi izvedbi povzroči zelo veliko valovitost, zaradi tega, ker je občutljiva na vrednosti elementov. Velika sreča pri tem filtru je to, da se da uporabiti standardne vrednosti kondenzatorjev in neumnosti, ki so s tem nastale, poloviti s spreminjanjem tuljav. Pri teh filtrih sem ven izločil, kar se mene tiče, osovraženi amidon, zaradi tega, ker, ne vem, nekdo nekdaj je naredil postajo, v kateri je ponudil jedro amidon, pa vsi kopirajo, pa ni več nobene stvari na tem božjem svetu narejene, če ni tam jedro amidon. A proizvajalcev ferritov imamo tako, da glava peče, in kar je najhujše, večino problemov lahko rešimo brez uporabe ferritnega jedra. Vse tuljave, ki naj bi imele dober kofaktor in tle ravno točno take, pa niso nad en mikrohenry, pa tudi čez en mikrohenry, se da realizirati kot zračne tuljave. Ok, stvari imajo svoje probleme. Probleme imajo v tem, kar je Marko povedal, da imajo veliko streseno elektromagnetno polje okrog sebe, zato se vam lahko zgodi medsebojni vpliv tuljav. Ok, bom vrnil sliko. Takole. Temu medsebojnemu vplivu teh tuljav se izognemo tako, da postavimo tuljave pravokotno ena na drugo. Zdaj, seveda, čisto vsemu se ne moramo izogniti, ampak to je eden od borbe, no, sej tle, to tretjo bi lahko postavili pa še po konci, ampak ta je že dovolj oddaljena, da ni tak problem. Zdaj, valovitost filtra je tlele v bistvu kar izjemna, ampak sem se dosti smatral za to, tega tlele se ne da porihtati, to je pa vpliv ene tuljave na drugo. Zaradi tega razsipanega polja. Ampak, primerjava, ja, kupil sem osovražene amidon jedra. In sem to naredil tudi za amidon jedra, ni škoda, da nimam tega posnetka, nisem pa tega poslikal, zaradi tega, ko sem ugotovil, koliko izgubma tista zadeva, sem to izračil, sem naredil drugače. Okrog 4 decibela ustavitvenega stopljenja je tu temu filtru. Napram temu tle, pogledajte, na 30 MHz, vidite, kje je ta pika, imamo 2,79, se pravi, tle imamo izjemno malo ustavitvenega stopljenja, se pravi, tle smo najmanj 3 decibele pridobili. Kaj pomeni na vhodu sprejemnika dobiti 3 decibele, pa veste, mi radiomateriji za 3 decibele naredimo celo anteno in jo damo v paralelo. Tle smo pa sam osovražen amidon zmetali proti. Ok? Rekli smo pri filtrih, evo, to je tale bandpass filter 45 MHz, tak kot od Majke Ročen, nekje sem na forumu napisal, kako se te tuljave navija, pa je opisoval, pa tam sem tudi povedal, zakaj si treba zračunati tuljavo z večjo induktivnostjo, kakor pa v resnici rabimo, zato, ker jo skupaj težko stlačimo, raztegnemo jo pa lahko. No, in ko sem jaz tole skupaj sestavil, sem pač priključil na tracking generator, pa na slučajca, pa sem dobil tole sliko. Evo, tole je tale zadeva na 45 mega, se pravi, naš filter je prenizko, bistveno prenizko, ampak noben problem. Naslednja slika prikazuje, da je ta filter lih lepo na 45 MHz. Zdaj, če vam še datumske kode slik dajo, bo videl, da je to 10 minut razlike. Kaj sem naredil? Ja, vidite, razširil sem to tuljavo, tudi tale tle se vidi nekaj razširjena, pa tle spodi, pa tudi ta tle gor je malo razširjena in evo, dobil sem tako krivuljo. Zdaj, evo, prej smo se pogovarjali o tem 45 MHz filtru, tle lahko vidimo, da imamo span 60 MHz, se pravi, da je od ene do druge črte nekje okrog 6 MHz, se pravi, lahko rečemo 4,5-5 MHz je pasovna širina tega filtra, nič več.
in to je istočasno tudi precej hud problem naše postaje. Tam na tisti oddajnem delu pa sploh ne, se na sprejemu tudi pride vse soršavja, ki ga slišimo, ampak tam imamo pa velike signale, pa se ga da tudi zmeriti, pa vse tisto skozi leti. Rešitev je, da tle uporabimo namesto tega, ker nivoji so majhni, namesto tega, da uporabimo kristalni filter na recimo 45 MHz. Dobi se kristalne filtre, pasovne širine 15 kHz na 45 MHz in v komercialni verziji sem videl, da je avtor to tudi naredil. Jaz pa ne bom. Zakaj ne bom? Bom kasneje povedal. Zelo hitro še takle medfrekvenčni ojačevalnik, da opišem. Nekaj treba razumeti. Prej sem že povedal, ne? Vhod v ta medfrekvenčni ojačevalnik je reda tam nekje 800-900 ohmov vhodne upornosti, karakteristika je pedanca. Tale cela stopna je prilagojena temu, da ima zelo veliko napetostno ojačanje. In tlele gor v tej točki imamo, kar se napetostnega ojačanja tiče, maksimum. Naprej so pa tako imenovani emitter followerji. To pa zagotavlja zgolj nizko izhodno upornost. Tako da v tej točki tlele imamo tam nekje okrog zmerjeno, nekje okrog 5 ohmov karakteristične pedanco. Naprej sledi pač vezni kondenzator, pa prilagodilni upor za naprej, zato da pač prilagodimo naprej na mikser, ki je nekje 50 ohmski ali pa na kristalni filter. Kaj sem tle poskušal? Namesto teh tranzistorjev sem dal PR92, ki ima nekaj večji gain in je seveda rezultat bil kljub temu, da je razpit RF tranzistor, pa ne vem kaj še vse, slabši. Ja, slabši. Mi nočemo velikega ojačanja v medfrekvenci, ne? Bistveno se je dvignil sicer signal, ampak se je šum dosti bolj dvignil, ne? Zato smo imeli več različnih intermodulacijskih produktov tam noter. Ok, pojmo naprej. Mešanik. Joj, čudo eno, ne? Glejte, tamle imamo Baš 54 SR, to je tako, če kupite manj kot 100, se vam bojo smejali, ker se skrb ne znarja. Zdaj, tle na slikci vidite take toroidke majhne. Te toroide svoje čase proizvajajo Iskrava stegna, zdaj tisto zadevo lahko še vedno dobite, ampak morate naročiti nekje 150 000 komadov, ne? Zdaj, ki jih mi topnemo, rabili sem se jaz lotil raziskovati, kje bi dobil ustrezen material in sem obrnil internet po dolgem procesu in ne vem kaj še vse in nazadnje sem največ tega materiala dobil skupaj s Bojanom, SPK PPV, na enem odpadu tle v Ljubljani prvem Ciganu. Tam je imel en kup matičnih plošč in z unih matičnih plošč smo s takmi rorcangami od vodovodarju potrgali dol Ethernet magnetiko. V 100 megabitni Ethernet magnetiki mora biti ferritni material, ki zanesljivo deluje vsaj do 50 MHz, če imamo pa gigabit pa do 125 MHz. Se pravi, tam v tisti škalici je 6 oziroma 8 takih toroidkov, ki so idealni za naše potrebe. Boljšega ne morate dobiti. Ne obstaja, je dovolj majhen, mogoče je malo premajhen, no, za une, ki slabo vidijo. Ampak ja, uporabim točno za tole. Se pravi, če gremo mini circuit skupiti takle mikser, nas bo prišel reda 15, mogoče tudi kaj več evrov. Jaz sem spravil SRA1, pa še nekaj drugih filtrov, sem spravil v tej vezavi tle, mikserjev, sem spravil tle v tej vezavi in na uho nisem ugotovil nobene razlike, z meritvijo sem ugotovil razlike, ne nujno v plus, lahko tudi v minus, so pa vse razlike v rangu in decibela. Se pravi, da je takle filter tehnično super, naredimo ga pa v bistvu za nič denarja. Sam ne smemo se prestrašiti, to je pa nekaj, kar se prodaja v škaricah, pa drugo je, ker to še ni pogoj, da je tudi tako, se ne da narediti. Se pravi, tole se lepo naredi doma in je čisto super, pa še dosti se zraven navadimo, se pravi, kako morajo biti tele stvari navite.
Strojavca ima tam 3 navidja, skupaj jih je treba prav povezati, malo je treba paziti, kako se diode, prespalka, pa je to. Evo, v kristalnem filtru se bo vrnil. Tele toroidki, ki jih vidite, ki so oranžne barve, to sem dobil v eni vreti za 5 evrov v Pordenonah, ki je bilo svasta noter, mene so sam toroidki zanimali, ne nobenega drugega pa ne, in so ostale tiste vrete, ki so imeli zelo dosti teh toroidkov, ne, točno ta prave zame. Doma smo jih malo pomerili, jaz sem ugotovil, da s tistim vanajem sem ga takrat imel, ki gre do 70 mega, ne pridem zraven, ker so bili do 70 mega ravni, sem rekel super so, pa sem noter vtaknil. Ampak, tako kot za mikser, tako velja tudi tule. Na kristale več kot 1 milivata ne smemo spustiti, ker bojo kristali imeli zelo kratko življenjsko dobo. In tle govoriti o nekih velikih magnetnih poljih, ki bi povzročili izgube, je nesmisel, se pravi, imamo lahko tudi zelo majhne toroidke in je tudi tle povsem primeren material pobran iz teh Ethernet priključkov, magnetik so starih matičnih plošč. Tako da, evo, pa imamo zraven še predavanje o reciklaži. RF filter na oddalni strani, no, tle sem jaz že nekaj povedal prej, tako da ne bom še enkrat obremenjeval. Edino, kar bi povedal, je to, da sem tlele pri teh velikih induktivnostih ponudil amidon, zato se mi ni dal prebijati. Ampak da se tudi to, kljub temu, da je 1,1 mikrohenry da narediti zračno tuljavo, bom v naslednji verziji, ko bojo tlele 4 filtri, tako kot bi recimo za vsak band vsaj moral biti, ali pa mogoče celo 5. To, zakaj sem tole sliko dal semle gor, je, da povem, kje se boste lahko še igrali, če boste imeli željo to poustvarjati oziroma delati, pa dodajati nekaj novega. In sicer čisto tako na hitro. Tlele imamo en tranzistor, ki vzbuja tale relé in ta preklapa 12 voltov na RX pa TX. Manj, ne vem, za 2018 meni to sramotno. Tole je ful enostavno rešljivo s 2 p-kanalnimi MOSFETi, pa celo boljš dela, pa zle pa ne crkne. Vsaj to, če drugega ne. Da se pa seveda tudi vse te priklope ostalih relejev narediti s PIN diodami. Pri 10-15 vatih sicer to ni več tako zelo trivialno enostavno, ampak ja, da se. Nekdo bo na hitro izračunal, da rabimo 90 voltov zaporne napetosti in da je to treba kar konstno narediti in ne vem kaj. Resnica je malo drugačna. Vse tisto napetost, če naredimo to pravo vezje, PIN dioda v bistvu sama ustvari s tem, ker spušča nekaj energije, ker se sama sebe zapira. Sam prav mora biti vezje narejeno. Tako, kaj sem zdaj prehitro preskočil? No, to je pa zdaj tisto, kar sem prej pri končni stopni povedal, pa kar sem recimo pri teh filtrih pozabil, ampak bom zdajle, evo, to je to. Na 7 MHz oddajamo. Vidite, da res drugi harmonik, ki je manjši, kot pa tretji, ne? Ne prav dosti, ampak ja, je, ne? Nekaj malega manjši, ne? Ampak še zmeri je, ne? Torej na 7 mega oddajamo, marker je na 14, ne? In potem vidimo tako naprej še 21, 28, ja naprej, to produktiven z našega oddajnika. No in potem je naš končni filter, ki je približno tako efektiven. To je pa to dobri del tega, ne. Zdaj, če bi to zadevo pokazal na 10 mega, bi bilo verjetno bolj slabo, ne, ker bi ta drug filter vključen, ne. Ampak dobro. Tle treba pač narediti za vsak band svoj filter, to je neminovno, da bi lahko naredili dobro postajo. Se pravi, to, kar imamo zdaj, je postaja, ki dela. Da se zveze z njo delati, se moramo zavedati njenih pomanjkljivosti in namenjena ni temu, da se bomo hvalili, kako smo doma naredili postajo, ampak je namenjena temu, da bomo po njej šraufali, spreminjali, izboljševali.
da se bomo z njo igrali. Lahko se pa tudi samo pohvalimo, da smo jo naredili, lahko jo poustvarimo, lahko kaj dodamo, karkoli. Hočemo? No, zdaj za zadnjo stvar sem pustil nekaj, kar je enim, tako, pač nepovečevalnik, ne. Ampak, prej sem rekel, da je pri tej postavi ta zadeva precej bistvena, no, tle imamo pa nekaj več kot samo nepovečevalnik, tle imamo, sicer to ni zadnja verzija, no, ampak nima veze. Tle imamo še mikrofonski večevalnik in pa imamo tle eno tako verzije, ki povzroči to, da ko kucamo telegrafijo, da imamo monitor na tem istem zvočniku. To, kar je še tle spremenjeno, je to, da ima tale mikrofonski večevalnik tukaj zelo visokoohmski vhod, no, relativno, ne, visokoohmski. Tlele je avtor naredil kompromis, ne. Ravno zaradi tega tle je dal tam half mixer, ne, ker ring mixer je pa precej nizkoohmski in potem se je zgodilo to, da sem jaz tlele imel nekje malo več kot 1 volt, ne, pa sem mixer zraven preključil, je pa v tej isti točki ratalo, mislim, da 12 mV signala, ne, se pravi očitno izjemna neprilagoditev. No in tle v bistvu sem dodal še emitor kolover, nič kaj strašnega. To, kar je mogoče bolj, kako bi rekel, v nebo vpijoče, so telekondenzatorji, en, drugi, tretji, in te preprečujejo, da bi se iz tega TDA, tele špice pripeljale na tale VCC in potem po celi postaji naprej in bi dobili vse sort samo tistega, kar želimo, ne. Tole tlele je še malo za pogruntati tudi s kakšnim drugim čipom, kar nekaj imam nabavljenih, mogoče bo kakšen boljši rezultat. Moram vas takoj opozoriti, da tisto, kar tle ni narisano, da se da precej tega rešiti s tem, da ne dajemo kakšne hudo nizkoohmske zvočnike, ker seveda nizkoohmski zvočnik tle potem potegne večje tokove, ki povzročajo pace po celem napajalniku. Žal, če damo malo bolj visokoohmski zvočnik, pa zgubimo jakost. Namreč, avtor je tlele imel TDA 2822, to je tako. Ja, 1-vatni čip, če je v Truhol izvedbi. Truhol izvedba tega čipa je obsoletni, se ne proizvaja več. Brez problema dobimo SMD varianto, ki pa da 380 mW in ko pride tale k meni na obisk, dvakrat zamjavka, jaz pa postajam ne slišim več. Evo, to je pa izvedba takšnega večevalca in to v tej postaji v bistvu vse, kar sem imel za povedati, upam, da vas nisem preveč zadržal, mislim, da smo še zmer v okviru pričakovanega časa, ki ga boste zapravili tukaj narisali. To bilo to, nekaj sprememb bo še v tej postaji, potem se bom pa kar odločil in bom tako postajo, kot je, pač objavil nekje oziroma dal v javno uporabo. Če bojo interesi, bom poskrbel, da bojo ploščice tiskanega vezja na razpolago, da se bo dalo pač ustvarjati in delati. Nekaj piše, samo malo, zdaj se pa jaz ne znajem, pa bom prosil. Sierra 57, Uniform Delta, QRP. 7, Uniform Delta, QRP, you are 55. Roger, Echo Bravo 1, Delta Juliet, Sierra 57, Uniform Delta. This is one special QSO with my new radio station, QRP, because this is a first QSO with this station. Thank you very much for this nice QSO. Your report is 59+. My name is Darko, like Delta America Radio Kilo Ontario. Mike to you. Echo Bravo 1, Delta Juliet, Sierra 57, Uniform Delta. For a call and enjoy the QRP. Sugar 57, UUD, EV1 Delta Juliet. Bye-bye. Cheerio, bye. QRZ40, Echo Bravo 1 Delta Juliet. Dobro, to je bila pa jagoda na
na vrh torte, ko človek naredi svojo postajo, seveda jo treba krstiti, ne? In tisto je v bistvu največje zadovoljstvo, ki ga privoščim prav vsem, ki so tega lotili. Toliko z moje strani. Hvala lepa.